Milijoni Američanov bodo v naslednjih 10 minutah odprli ChatGPT. Večina pa verjame, da svet zaradi tega postaja slabši. Polovica države zdaj uporablja umetno inteligenco, vendar le 16% Američanov meni, da bo koristila družbi. To je najnižja raven optimizma, s katero je bila predstavljena katerakoli pomembna tehnologija. Ljudje, ki razvijajo umetno inteligenco, jo imenujejo največji preboj človeštva. Ljudje, ki jo uporabljajo, pa jo opisujejo kot nekaj, kar bolj spominja na položaj talcev. Kako je torej najhitreje sprejeta tehnologija našega časa postala tudi ena najbolj osovraženih? Morda bi pričakovali, da so starejše generacije tiste, ki nasprotujejo novi revoluciji umetne inteligence. No, vsezadnje se je vsaka nova tehnologija soočila z odporom ljudi, ki z njo niso odraščali. A tokrat ni tako. Največji uporabniki umetne inteligence so Američani, mlajši od 30 let. Uporabljajo jo za šolske naloge, prijave na delovna mesta, programiranje, iskanje idej in kot nadomestek za Google. Po vseh kazalcih bi morali biti največji oboževalci umetne inteligence. Namesto tega so eni največjih kritikov umetne inteligence. Raziskava Gallupa je pokazala, da se je delež generacije Z, ki pravi, da jih umetna inteligenca jezi, do začetka leta 2026 povečal z 22% na 31%. In po podatkih raziskave Pew Research je 40% mladih Američanov povedalo, da bo umetna inteligenca državo poslabšala, ne izboljšala. Toda to ni le zgodba generacije Z. Zaupanje v umetno inteligenco se po vseh ZDA sesuva. 2/3 ljudi menita, da se umetna inteligenca razvija prehitro. 59% ne zaupa podjetjem, ki jo razvijajo. Večina pa ne verjame, da jo lahko vlada nadzoruje. Kljub temu jo ljudje še naprej uporabljajo. Samo ChatGPT uporablja 44% odraslih Američanov, kar je več kot dvakrat več kot leta 2023. To je paradoks umetne inteligence. Zakaj torej uporaba še naprej narašča, če pa zaupanje še naprej pada? Za večino ljudi umetna inteligenca pravzaprav ni bila sprejeta prostovoljno. Delovna mesta so jo začela uvajati v svoje delovne procese, šole so jo vključile v naloge, aplikacije in iskalniki so jo prikazali kot glavno funkcijo. Ljudje niso imeli druge izbire, bila jim je vsiljena. UI si ni pridobila njihovega zaupanja, nimajo druge možnosti. Ta sprememba se je zgodila tako postopoma, da večina ljudi tega skoraj ni opazila, dokler nenadoma ni bila povsod. V trenutku, ko odprete Google in nekaj iščete, vas pričaka blok besedila, ki ga je napisala UI, in odgovori na vprašanje, še preden sploh pridete do rezultatov iskanja. Podjetje, ki naj bi vam pomagalo najti informacije, zdaj odloča, kaj boste najprej videli. In deluje. 60% Američanov pravi, da redno berejo povzetke, ker se jim ni mogoče izogniti. V trenutku, ko je Google začel sam odgovarjati na vprašanja, se je izkušnja spremenila. In bolj kot se je internet slabšal, manj so mu ljudje zaupali. Leta 2021 je 37% Američanov dejalo, da jih širjenje umetne inteligence bolj skrbi kot navdušuje. Do leta 2025 se je ta številka povzpela na 50%. Čeprav večina ljudi še ni bila osebno prizadeta zaradi umetne inteligence v poklicnem smislu. To pa se bo kmalu spremenilo. Aprila 2025 je Toby Lutke, glavni izvršni direktor podjetja Shopify, objavil obvestilo za svoje zaposlene. Preden bi katerakoli ekipa lahko zaprosila za večji proračun ali novega zaposlenega, so morali najprej dokazati, da stroji ne morejo opraviti tega dela. Lutke je vztrajal, da je premišljena uporaba umetne inteligence nov standard. Shopify ni bilo edino podjetje, ki je popolnoma stavilo na umetno inteligenco. Naslednja je bila platforma za učenje jezikov Duolingo. Generalni direktor Louis von Ahn je svojim zaposlenim povedal, da bo podjetje najprej usmerjeno v umetno inteligenco. Najprej bi se zanašali na umetno inteligenco pred zaposlovanjem, zmanjšali število zunanjih sodelavcev in upoštevali uporabo umetne inteligence pri ocenjevanju uspešnosti. V enem tednu so objavili 148 novih tečajev. To je bilo delo, za katerega bi zaposleni potrebovali leta, da bi ga razvili. Enako uvedbo umetne inteligence so uporabili tudi pri podjetjih Box in Fiverr in pri drugih podjetjih. Besedilo se je komaj spremenilo. Zaženite programsko opremo, preden zaprosite za nove zaposlene ali dodatna sredstva. Na to je prišlo do nasprotovanja. Dolgoletni uporabniki Duolinga so se snemali, kako v znak protesta brišejo aplikacijo. Zaposleni so začeli spraševati, ali morajo umetno inteligenco uporabljati dobro ali jo samo uporabljati. Skoraj leto dni kasneje je Louis von Ahn svojo odločitev preklical. Priznal je, da je bila koda, ki jo je napisala umetna inteligenca, težko razkroščljiva in da lekcije niso bile zanesljive. Toda škoda je bila storjena in to je bil šele začetek. Strah, da bo umetna inteligenca prevzela delovna mesta, je resničen. Zato se je poleti 2025 stanfordski ekonomist Erik Brynjolfsson odločil, da bo to raziskal. Njegova ekipa v Digital Economy Lab je pridobila podatke podjetja ADP, podjetja, ki obdeluje plačilne liste za milijone ameriških delavcev, in preučila, kdo ima še vedno službo iz meseca v mesec. Vpliv umetne inteligence je bil resničen, le da ni bil tam, kjer so ga ljudje pričakovali. Rezultati so pokazali, da se je število delavcev, starih od 22 do 25 let, v programski opremi in podpori strankam zmanjšalo za približno 13% od konca leta 2022. Število delavcev starejših od 30 let na istih delovnih mestih pa je ostalo stabilno ali celo naraslo. Tisti, ki so bili pravkar prišli v podjetje, so bili najbolj izpostavljeni tveganju zaradi umetne inteligence. Nekateri sploh ne pridejo skozi vrata. Revelio Labs, ki spremlja zaposlovanje v celotnem gospodarstvu, od začetka leta 2023 beleži približno 35% manj razpisov za začetna delovna mesta.
Ko so delodajalci videli, kaj zmorejo najboljši modeli, so mnogi prenehali zaposlovati diplomante. Ta zamrznitev se je v podatkih o plačah pokazala šele leto ali dve kasneje. Ekipa Brynjolfssona je ugotovila, da se je, ko je podjetje popolnoma prevzelo nalogo z umetno inteligenco, zaposlenost med najšimi delavci zmanjšala. Ko so umetno inteligenco uporabili, da bi posameznik delal hitreje, je zaposlenost ostala stabilna in včasih celo narasla. Ista tehnologija, nasproten rezultat. Vse se zvede na eno odločitev. Ali podjetje uporabi umetno inteligenco za zamenjavo delavca ali za podporo delavcu. Pri nižjih plačah trenutno prevladuje zamenjava. Salesforce je za nekaj časa zamrznil večino zaposlovanja mlajših kadrov in zasluge za delo diplomantov pripisal svoji umetni inteligenci. Ekonomisti iz Goldman Sachs so ugotovili rezultate. Velika imena se niso več niti pretvarjala, a ne vsaka stava se je izplačala. Klarna, podjetje s storitvijo Kupi zdaj, plačaj pozneje, je leto dni hvalilo svojega klepetalnega robota, da opravlja delo 100 agentov in da so prenehali zaposlovati ljudi. Kasneje so priznali, da je robot nudil slabšo kakovost storitev, zato so začeli znova zaposlovati ljudi. A nekatera podjetja tega niso videla kot razlog za upočasnitev. Videla so to kot razlog, da si zastavijo nižje cilje in pogodbenik je bil na udaru. Poročilo MIT o umetni inteligenci v podjetjih je pokazalo, da umetna inteligenca izriva zunanje izvajalske in pogodbene vloge, ne pa redno zaposlenih. Sredi leta 2025 je podjetje za označevanje podatkov Scale AI odpustilo 200 zaposlenih in prekinilo sodelovanje s 500 pogodbeniki. Isto poročilo je ocenilo, da umetna inteligenca že danes lahko opravlja približno 3% delovnih mest. Ta delež pa bo dolgoročno še naraščal. Diplomanti niso izgubljali proti ljudem z boljšim življenjepisom. Izgubljali so pika. Dela preprosto ni bilo. Do začetka leta 2026 je polovica zaposlenih iz generacije Z menila, da so tveganja umetne inteligence na delovnem mestu zdaj večja od njenih koristi, kar je skok za 11 odstotnih točk v samo enem letu. In ko jim je bila dodeljena ista naloga, 69% jih močno zaupa človeški različici v primerjavi z različico umetne inteligence. Cela generacija zdaj preživlja dneve z urjenjem te tehnologije, ki nadomešča delovna mesta, na katerih si želijo ustvariti kariero. Izgubljena delovna mesta je dovolj enostavno izmeriti, a zamera ni povezana samo z denarjem. Julija 2024 je bil dovolj že električni sunek po severni Virginiji, da je skoraj 60 podatkovnih centrov izpadlo iz omrežja. Približno 1500 megavatov povpraševanja je v trenutku izginilo. Operatorji so hiteli, da bi dobili sunek pod nadzor, preden bi povzročil še več izpadov. Za nekaj sekund najgostejše središče podatkovnih centrov v državi preprosto ni obstajalo. V Virginiji je več takšnih stavb kot kjerkoli drugje in do leta 2023 so že porabile približno 26% vse električne energije v državi. Zato lahko en sam napetostni sunek šokira celotno omrežje. Vsaka od teh stavb deluje pri visokih temperaturah. Eno vprašanje klepetalnemu robotu porabi približno 2,9 vatnih ur. To je približno 10krat več kot običajno spletno iskanje. Samo po sebi to ni nič, ampak nihče ne postavi samo enega vprašanja. Pomnožite to z milijardami vprašanj na dan, vsak dan, v skladiščih, ki se nikoli ne izklopijo, in to postane 183 teravatnih ur na leto. To je približno 4% vse energije, ki jo država porabi. To je že 540 kilovatnih ur, ki se letno porabijo v vašem imenu, ne glede na to, ali ste kdaj uporabili klepetalnega robota ali ne. In napovedi so vse višje, do 17%. Državne električne energije do leta 2030 več kot 40% energije, ki napaja podatkovne centre, prihaja iz zemeljskega plina. Preden se desetletje izteče, bodo te stavbe porabile več električne energije, kot je porabi celotna država za proizvodnjo jekla, cementa, aluminija in kemikalij skupaj. Za izgradnjo visokonapetostnega daljnovoda je potrebnih do 8 let, kar pomeni, da bo petina teh projektov podatkovnih centrov kmalu naletela na pomanjkanje električne energije. Da bi pokrili stroške teh dodatnih daljnovodov, se elektropodjetja obračajo na regulatorje in zahtevajo več denarja od običajnih potrošnikov. To pomeni, da se bodo vaši mesečni stroški do leta 2030 povečali samo zato, da bodo luči v strežniški farmi v bližini ostale prižgane. Niste pustili prižganih luči ali navili klimo, pa vendar vaš denar vseeno odteka za napajanje ogromnih hladilnih ventilatorjev tehnološkega velikana. Raziskovalci na Univerzi Carnegie Mellon ocenjujejo, da bi to lahko do leta 2030 povprečen ameriški račun za elektriko zvišalo za približno 8%. V najbolj prizadetih delih Virginije pa za več kot 25%. Preprosto ni dovolj energije ali denarja, da bi to financirali. Zato so se nekatere družbe naveličale čakati. Namesto da bi leta čakale, da električno omrežje dohiti potrebe, so poleg podatkovnih centrov zgradile lastne elektrarne. In eno podjetje je to idejo pripeljano do skrajnosti. Da bi napajali Colossus, superračunalnik, ki urjuje grog klepetalnika Elona Muska, je XAI v južnem Memphisu namestil floto plinskih turbin. Celotno območje je bilo vzpostavljeno in delovalo v manj kot 122 dneh. Projekt, ki bi običajno trajal leta. Ko je Southern Environmental Law Center poslal termalne drone nad območje, je naštel približno 35 turbin, večina brez dovoljenj za izpuste v zrak. Tik v smeri vetra pa leži Bogstown, soseska, ki je desetletja preživela obdana z rafinerijami in kemičnimi tovarnami. Prebivalci so začeli prihajati na javne razprave in opisovali vonj po gnilih jajcih v zraku, ter otroke, ki ponoči piskajoče dihajo. Memphis že zdaj prejema oceno F za onesnaženost z ozonom strani Ameriškega združenja za pljuča, tveganje za raka v Bogstownu pa je približno 4krat večje od državnega povprečja. Raziskovalci na Univerzi Tennessee so analizirali satelitske podatke skozi čas in ugotovili, da so se najvišje ravni dušikovega dioksida v bližini lokacije povečale za približno 9
75%, v primerjavi z obdobjem pred prihodom XAI. Turbines so bile označene kot začasne, kar je omogočilo, da so lahko obratovale naprej in zaobšle predpise. Sledile so tožbe, vendar je do trenutka, ko je primer napredoval, obrat že delovala 1 leto. Električna energija ni edini vir, ki ga ti podatkovni centri porabljajo. V okrožju Newton v Georgiji, približno 1,5 ure vzhodno od Atlante, Beverly in Jeff Morris živita 300 metrov od podatkovnega centra Meta. Njuna hiša ima lasten vodnjak, kar pomeni, da pitna voda prihaja neposredno iz tal. Vse je delovalo brez težav več let, vse dokler Meta ni leta 2018 začela graditi tik poleg njiju. Nekaj mesecev po začetku gradnje se je pritisk vode zmanjšal na kapljanje, nato pa je popolnoma prenehalo teči. Ko je voda končno spet pritekla, je bila rjava in motna. Beverly Morris je za New York Times povedala, da jo je strah piti vodo iz lastne pipe. Sosednji podatkovni center porabi približno 500.000 galonov vode na dan, kar je skoraj desetina vse vode, ki jo okrožje Newton načrpa. Projekcije okrožja kažejo, da bo povpraševanje po vodi do leta 2030 preseglo ponudbo, medtem ko se bodo računi za vodo prebivalcev v samo 2 letih povečali za 33%, v primerjavi z običajnim 2-odstotnim povečanjem. Študija, ki jo je financirala Meta, je pokazala, da verjetno niso dejavnosti podjetja krive za težave. Poleg tega pa je Meta vložila več kot $500 000 v lokalne šole in neprofitne organizacije. Zasebni vodnjaki, kot je Morrisov, niso zajeti v zveznem zakonu o varni pitni vodi, zato Meta ni prekršila nobenega zakona. Agencija za varstvo okolja je brez moči, zato Meta še naprej črpa vodo za hlajenje čipov. In ti centri so nenasitni. Študija iz leta 2023, ki sta jo izvedli UC Riverside in Univerza v Teksasu, je pokazala, da je za učenje enega modela, GPT-3, porabil približno 5,4 milijona litrov sveže vode, še preden je javnost sploh vtipkala eno besedo. Isti raziskovalci so ugotovili, da kratka izmenjava okoli 100 besed porabi skoraj celo steklenico vode. En podatkovni center Google v Papillonu v Nebraski je leta 2024 porabil okoli $500 milijarde litrov vode, kar je več kot 600 olimpijskih bazenov. In to je le ena lokacija med tisoči. Ta dnevna poraba močno presega enkratne stroške učenja. Po vsej državi so podatkovni centri leta 2023 porabili več kot 60 milijard litrov vode. Inštitut za svetovne vire pa pričakuje, da bo umetna inteligenca do leta 2030 presegla bilijon galonov na leto. Avgusta 2025 je mestni svet Tucsona s 7 glasovi proti nič zavrnil Project Blue, podatkovni center povezan z Amazonom, ki bi v središču puščave izčrpal milijone galonov mestne vode. Prebivalci so tedno napolnili sejno sobo pod transparentom z napisom "Brez podatkovnega centra v puščavi". Za eno noč je kazano, da lahko običajno mesto tehnološkemu velikanu reče ne. In to tudi uveljavi. Tu se ni končano. Investitor je že imel v lasti zemljišče tik izven mestnih meja in je kljub vsemu nadaljeval z gradnjo. Potem so spomladi 2026 izvajalca ujeli, ko je črpal toliko vode iz Tucsona, kot bi je 5 gospodinjstev porabilo v enem letu. Mesto mu je vodo zaprlo. Županja Regina Romero je pisala odloke, da bi zaščitila mesto pred naslednjim podatkovnim centrom. Saj je vedno na vrsti kakšen nov. Tucson ni bil edini. V mestu The Dalles v Oregonu je Googlova tovarna porabila skoraj četrtino vse vode v mestu. Podjetje se je s sodnimi odredbami borilo, da bi te podatke prikrilo pred javnostjo. Novejši objekti se lahko hladijo z zrakom ali zaprtimi sistemi, ki skoraj ne uporabljajo lokalne vode. Microsoft je 2 svoja objekta v Arizoni že preuredil prav zato. A največji porabniki vode niso novi objekti, temveč starejši podatkovni centri, tisti, ki še vedno porabljajo milijone galon vode, namesto da bi jo vračali v reko. Medtem ko družine krajšajo tuširanja in čakajo do teme, da zalijejo trato, podatkovni center čez cesto še naprej črpa vodo s polno zmogljivostjo vsako uro, vsako noč. Delovna mesta, elektrika, voda, 3 ločeni boji, ki potekajo v različnih delih države, a vsi vodijo nazaj k istemu poslovnemu modelu. Samo v letu 2024 Amazon, Microsoft, Google in Meta sta porabila več kot $200 milijard za gradnjo podatkovnih centrov za umetno inteligenco, kar je več kot 60% več v enem samem letu. Svetovalno podjetje McKinsey pričakuje, da bo do leta 2030 v to usmerjenih $5,2 bilijona. Ta denar kupi zemljo, elektriko in vodo. A kupi še nekaj, na kar nihče ne daje soglasja. Pisanje, umetnost in kodo, ki so jih pobrali z prostega interneta za učenje modelov. Za podjetja je to naložba v platformo stoletja. Za ustvarjalce, katerih delo je to omogočilo, pa je slika drugačna. Njihovo delo je bilo pobrano zastonj in nato vsakomur oddano v najem za mesečno plačilo. Nihče od njih ni bil vprašan, nihče od njih ni bil plačan. Založniki in avtorji so vložili tožbe v valovih, saj trdijo, da je bilo njihovo delo ukradeno in uporabljeno za učenje umetne inteligence brez dovoljenja. Sodišča še vedno niso odločila, kje je pravna meja, in do zdaj nič od tega ni bilo razglašeno za nezakonito. Ampak umetna inteligenca je zgrajena na pisanju drugih ljudi, poganjajo elektrika drugih ljudi, hladi se z vodo drugih ljudi, nato pa se prodaja tem istim ljudem kot napredek. Zdaj Američani začenjajo opažati. Podjetja vztrajajo, da so stroški začasni. Google in Microsoft oba obljubljata, da bosta
so do leta 2030 vrnila več vode, kot je porabita in še naprej prehajala na čistejšo energijo. Ampak, če ste že izgubili službo, se vam je račun za elektriko pravkar zvišal ali pa v vašem mestu zmanjkuje vode, obljuba čez 4 leta ni ravno odgovor. Med majem 2024 in marcem 2025 je TAEZA po podatkih Data Center Watch po vsej državi blokirala ali zamaknila za približno 64 milijard dolarjev projektov podatkovnih centrov. Samo v Virginiji je 42 različnih skupin delalo na tem, da bi upočasnile ali ustavile nove projekte. Nihče pa se ne strinja, kaj storiti glede tega. Nihče ne zahteva popolne prepovedi. Nihče temu ne ploska. Gre preprosto za državo, ki je ujeta med potrebo po tem orodju in odporom do njega. Večina teh sporov se konča na enak način. Svet zavrne dovoljenje za rabo vode, tako kot je to storil Tucson. Sosednja okrožna oblast proda zemljišče. Državna komisija odobri elektriko. Stavba vseeno zraste. Svoje žeja po vodi pa zamenja za večjo porabo elektrike iz omrežja. Prebivalci se vedno znova učijo iste lekcije. Projekt jih skoraj vedno lahko obide. Nikoli ni šlo za to, ali bo umetna inteligenca prišla. To je bilo neizogibno. Šlo je za to, ali ima sploh še kdo moč, da jo ustavi. Ko smo začeli postavljati to vprašanje, je bil odgovor že ne. Vero v umetno inteligenco ne izgubljajo le običajni Američani, tudi tisti, ki jo gradijo. Oglejte si, zakaj raziskovalci umetne inteligence odhajajo in paničarijo ob odhodu, ter ugotovite, zakaj se industrija sesuva. Ali pa kliknite na ta video.